Pozdravljeni, jaz sem Janin Klemenčič, gledamo oddajo Popotnik in spet se bomo odpravili v enega od eksotičnih krajev na naši zemeljski krogli. Danes gremo v jugovzhodno Azijo in sicer se bomo malo skoncentrirali na Indonezijo, povedali bomo pa še kakšno besedo o Maleziji, pa še o kakšni drugi državi. Našemu današnjemu gostu je ime Vijay Anand, sliši se malo eksotično in seveda tudi je. Morda sklepate, da je Indijec, po imenu sodeč, pa boste videli, da ni čisto tako. Malo kasneje ga bomo spoznali, pa boste videli, kako točno je s tem imenom. No, najprej bomo pogledali nekaj wikija, se pravi nekaj splošnih podatkov. Vsaki boste tamle na ekranu zagledali nekaj najosnovnejših podatkov. Na vrhu vidite zastavo, ki je rdeča in bela, precej enostavna. Ostalo pa piše, naprimer, glavno mesto je Džakarta, ki je na otoku Java. Valuta je indonezijska rupija, ki jo ne smete mešati s kakšno indijsko ali pa pakistansko ali pa bangladeško in ne vem kakšno še rupijo. Uradni jezik je indoneziščina oziroma Bahasa Indonesija, se pravi temu jeziku, ki pa ima še precej sosedov. Na marsikaterem otoku ne govorijo ravno tega kot svoj glavni jezik, ampak kakšnega drugega. Površina 1.900.000 kilometrov, kar precej velika država, kar en velik del Evrope bi zasedla, če bi tele otoke pometli na kup. Prebivalstvo je 229, skoraj 230 milijonov. Velika država, ponavadi pač govorimo o tem, da sta Kitajska in Indija najbolj problematični državi, kar se tiče števila prebivalcev, pa je nažalost tudi drugih takih držav na zemeljski krogli kar veliko in so ravno tako recimo nevarne za naraščanje prebivalstva, pa kaj dosti pri tem ne moremo storiti. Kar bi mene osebno še najbolj razveselilo, bi bilo to, da bi po vsem svetu, tudi pri nas, uvedli podoben zakon, kot so ga na Kitajskem. Namreč, da ne smemo kar nekontrolirano imeti, kolikor otrok si pač kdo spomni. Časovni pas je UTC 7 do 9, kar pomeni, da recimo tukaj na Papuji so 9 ur pred nami, tukaj na zahodnem delu, recimo na Sumatri, pa samo 7 ur, oziroma pred Londonom. No? Če greste pa k nam, smo pa za 1 uro bližje njim kot pa Angleži. Pogledali bomo malo kasneje še vreme, temperature in to, kakšno bo vreme naslednje 4 dni. Poglejmo, kako je z vremenom. Indonezija je bolj ali manj ob ekvatorju, če boste pogledali na zemljevid. Takle zemljevid imate tudi tukaj in kot vidite, v naslednjih 4 dneh se bo temperatura ves čas sukala tam nekje okrog od 25 do 30 stopinj. Tisto, kar je rumeno, je malo nižja temperatura, tisto, kar je ob morju, je pa rdeče, kar pomeni kar precej vroče. Zdajle je recimo zima, kar pomeni tam, pač oni nimajo letnih časov, to verjetno veste, ne? Sonce z nekaj časa pleše po severni strani neba, nekaj časa pa po južni, ampak se ne odmakne kaj dosti od zenita, tako da imajo ves čas približno enako vreme. Pač pa se ločijo letni časi glede na to, koliko padavin pade, kot boste pravkar tudi videli. Namreč padavine so tukaj označene zeleno in kot vidite, kar precej pada na vseh koncih in krajih. Če boste šli tja po zimi, sicer ne bo nič groznega, ampak svetujem vam, da greste tja poleti, torej ravno obratno od tega, kar pripovedujem ponavadi, ker sicer, če greste v jugovzhodno Azijo, naprimer na Tajsko, Vietnam ali pa kaj takega, potem je dobro iti zdaj, ob takem času, okrog novega leta, pa recimo tja do marca. Za Indonezijo velja pa obratno, se pravi, v Indonezijo je treba iti pa ravno poleti, ker so pač pod ekvatorjem in je vreme ravno obrnjeno. No, zdaj le pogledajte, kako je s temi temperaturami, se pravi, tam od, 25 do 30 stopinj, seveda so dnevna odstopanja še precejšnja in podnevi je kar precej vroče. Takrat v monsunskem obdobju je najslabši čas dneva tik preden se ulije. Ulije se pa skoraj vsak dan, ker se pač v monsunskem obdobju je zelo vlažno vreme. Če boste šli tja, torej recimo greste lahko, junija, julija, avgusta, septembra, najboljši je seveda avgust,
Je pa spet tako, če boste šli po Indoneziji sem ter tja, boste ugotovili, da tukaj na zahodu, recimo na otoku Sumatra, je zelo kratko tisto obdobje, ko je malo padavin, v glavnem samo avgust. Potem pa bolj, ko greste proti jugovzhodu, lepše je vreme, tako da recimo že na Baliju so že recimo vsaj, julij, avgust, september so dokaj ugodni, tudi juni deloma, tako da tja greste lahko kadarkoli. Če greste pa na Papuo, sicer je to nad ekvatorjem, ampak še vedno velja približno isti režim. Spet je najbolje iti poleti in če imate možnost, pojdite tja avgusta. Res je pa tudi to, da bodo takrat najdražje karte, pa tudi najdražji hoteli. Hrana pa ne verjamem, da bo kaj bistveno dražja kot ob kakšnem drugem letnem času.